ker so ti najni pogovori tako zelo priljubljeni med našo publiko, še lahko malo razširim. Ali se tudi tebi zdi tak eden izmed temeljnih problemov našega razvoja družbe ta, da čim se nekdo loti neke analize, neke, pa bomo rekli kar s to besedo kontrole, da pol takoj pride, ja, to je pa zdaj politično stavljeno, to je pa zdaj toliko, da me jebejo, pa me hočejo zjebati, pa to, pardon za grde besede, ampak taka je pač retorika. Ali se moramo mi v Sloveniji tudi čisto na tem nivoju, na eno evropsko raven, rečemo tako, dvigniti, da ni to po domače, da ni to po, čuj bomo že nekako, pa bomo te že zafušali na koncu leta. Pa še, zdaj mi je ta trenutek v glavo padlo, kaj sem jaz denimo v preteklih letih videl. Javni zavodi imajo tak neke določene letne proračune in če vsega denarja ne porabijo v določenem letu, jim grozi, da bi potem imeli znižan proračun v prihodnem letu in potem tista neka megalomanska nakazila v zadnjem tednu pred zaključkom leta po 50 000 evrov, nekomu pa 20, pa 30, pa tak. Kak je tudi s tem? Tako sem malo skrenil ven, ampak... Sicer to je stvar res... To je lahko za posebno točko, seveda, ker to gre pač dejansko bolj manj tik pred zdajcem, povjemi trenutek, bi temu rekel, ne. Že sam proračun ima 15.11. Proračun mestne občine Ptuj, pa tudi Republike Slovenije ima, mislim, da 15.11. je tiste zadnji dan, do katerega lahko pridejo računi v hišo, da so izplačani. Predvsem zaradi tega, ker je pa treba proračunsko leto zaključiti in tako naprej. Dejansko ni to dogajanje samo pri nas, ampak dejansko je to že nacionalni šport, ker to se dogaja med drugim tudi, koliko je meni poznano seveda, tudi v drugih občinah sem že to zasledil, pa tudi na območju države. Dejansko, ker gre se to, da sredstva imajo na kupu, koliko se jih pač le da.